Gosar, ne? Zdaj, verjetno ga bolj kot ne vsi poznate do neke mere, ne? Ampak se mi zdi pomembno štartati pa začeti s parimi osnovnimi podatki, da saj ga umestimo, ne? Rodil se je konec 19. stoletja, šolo je delal, v bistvu doktorat je zaključil na Dunaju oziroma že v času vojne, prve svetovne vojne. Takoj po vojni je v Ljubljani in v Beogradu sprejel mnoge politične funkcije, je bil minister, je bil zadolžen za socialo v jugoslovanski vladi, potem je bil zaradi sporov z SLS-om, prek katerega je prišel do teh mest, malo na rob potisnen, sprejet za profesorja na tehnični fakulteti Univerze v Ljubljani, predaval gospodarstvo, socialo, sociologijo, predvsem po izobrazbi se pravnik. In potem med vojno je doživel med drugo svetovno vojno doživel eno zgodbo, ki se mi zdi, da je vredna refleksije. Ker ni šel z eno stranjo in ker ni šel z drugo stranjo, je imel pa nekaj sogovornikov, ne, in nekako ostal osamljen, ampak po vrnitvi, ker je bil zvest, bi temu rekel, lahko v vladi v izgnanstvu, je bil potem poslan v Dachau, ne, so ga Nemci zajeli in poslan, ko se je vrnil, so ga pustili komunisti pri življenju, kljub temu, da se je predvsej boril proti komunizmu prej in je jasno povedal, da to ne gre. In je lahko predaval predmete, ki so brez vsebinske osnove bili, ne, nič več sociologije, nič več prava, nič več teh stvari, ampak take stvari, ki pač tehnično rabi nekdo, ki je na tehnični fakulteti. In po vojni v bistvu ni smel nič napisati, ne. Njegovi sinovi, nekateri hčere, 8 otrok, sta imela ženo iz Logatca, je on in žena iz Logatca, hišo so pa imeli na Mirju, so pa nekateri bili profesori in tudi v zahvali do mojega profesora na fiziki, profesor Gosarja, bi rekel, da sem tudi prav, da to naredim in tudi prav, da kot sociolog to naredim v slovenskem prostoru. Osebno bi štartal s tem, v času vojne je Andrej Gosar izdal tole knjižico. Eden je Gospod misli o Božjem kraljestvu na zemlji. Torej, sredi vseh vihr druge svetovne vojne, mislim, da je dobro se spomniti, za Gosarja še vedno prvo vprašanje biti zvest veri krščanstvu. In kako to reflektirati. Zdaj, v tej knjižici, seveda, to ni zelo znanstvena knjižica, tu gre za neko osebno razumevanje mnogih stvari, ki so pomembne za razumeti Božje kraljestvo na zemlji, ampak gre tudi za družbeno angažiranje, kot da je Gosar nekako slutil, da njegov čas se izteka. Ne vem, koliko poznate, ker se ni pridružil OF-u, nekateri iz vsaj v preteklosti njemu blizu ljudi, kot je bil Kocbek, s Kocbecom se je potem rešil, ampak recimo krščanski socialisti so se pridružili in sinovi pričujejo, da v pogovorih je bil dvakrat pri njemu Kardelj, ne, je bilo precej trdih besed izrečenih in verjetno je slutil, tako kot je tudi Kardeljev povedal, ne, mislim, da je dobro, da iz to štartamo. Kardelj je direkt povedal, če boste nadaljevali to, kar ste začeli, bo državljanska vojna. In ne samo to, tudi rekel mu je, da bodo zmagali. Gosar je bil toliko družbeno, ko bi rekel, je poznal, kako stvari tečejo, da ta slutnja je bila tako močna, da mislim, da je iz vseh poznavanj revolucije, ruske, razmer pri nas in tako naprej, videl nekak korak naprej. In seveda, kljub temu se ni želel tem pridružiti. Po drugi strani moramo pa vedeti, da tudi takrat ni imel podporo katoliških krogov, ne. Torej, gre za človeka, ki je bil res kristjan, ker je vsak dan praktično hodil k maši in ki je bil precej osamljen. Zakaj je bil osamljen? No, zdaj gremo pa lahko k začetku. Vzrok seže že zelo v začetno obdobje Gosarja. Gosar se je rodil v zelo revni družini v Logatcu, očetu Šuštarju, čevljarju,
In če ne bi ravno župnik nekako pomagal mu, da je prišel na gimnazijo, bi verjetno celo življenje bil obrtnik. Izučil se je in začel delati. Potem smo mu pomagali, da je naredil gimnazijo, se je vpisal na Dunaju, ker ni imel denarja, je šel vmes nič delati, potem pa nekako, tako kot nekateri drugi veliki v tistem času, so v bistvu del dneva delali, del dneva študirali. Tako je prišel do doktorata in potem od habilitacije tik pred prvo svetovno vojno in zagotovo kot nekdo, ki je živel v Logatcu, je poznal Kreka dovolj dobro. Ko smo mi pred leti naredili en dokumentarni film o Janezu Evangelistu Kreku, to je tisti drugi film, nekega je posnela televizija, ampak ga je naredila Socialna akademija, in smo posneli tudi z gospodom Omanom in s parimi drugimi starejšimi, ki se malo spomnijo bliže Krekovih obdobij, ne prva, ampak kasneje, je bilo zelo očitno, da Krek je znal nagovoriti ljudi tako, da po vojni, prvi vojni, ni bilo več v slovenskem katoliškem krogu ljudi, ki bi to nadaljevali na isti način. Zelo zanimiva stvar in ena izmed stvari, ki bi se ustavil kasneje malo več, je ta njegov govor nazaj k Kreku. In še ki druge to uporablja, torej on je bil v tem krogu misli, ki nekako skuša slediti Janezu Evangelistu Kreku. Kot veste, se pa v katoliških krogih takrat stvar zelo razlikovala. Bili so malo bolj trdi katoličani, bili so malo bolj ohlapni katoličani, med ohlapnimi najbolj znan Kocbekov krog, ki se je potem nekako iz tem, da se je tako približal marksizmu, da ga je sprejel kot sestavni del, v bistvu izločil iz srednja. Gosar nikoli tega ni mogel sprejeti, da bi marksizem del misli, ki je sledil. Po drugi strani pa tudi ni mogel sprejeti konzervativne katoliške misli, in je bil več kot 20 let in pol, se mi zdi, v neki diskusiji z Ušeničnikom kot vodilnim ideologom krščanskega, ko bi rekel, tega bolj solidarizma oziroma bolj integralističnega podoba predstave krščanstva. Zdaj, v tem kontekstu je najbrž dobro videti, da je Andrej Gosar bil najprej praktik. Takoj, ko se je vrnil, v bistvu je bil vojak iz prve vojne, je bil zaposlen v področju sociale in zelo hitro tudi kot minister v jugoslovanski vladi. Torej, tako je bil poslan, da se je srečal z življenjem. Imamo zdaj Gosarja iz 3 plati. Prvič, sam je bil iz zelo revnega okolja. Ko pride v Ljubljano, nastopi mesto odgovornega in postavi odlok, dobesedno, da tisti Ljubljančani, ki so v mestnih stanovanjih s poceni najemninami in so dovolj premožni, morajo pustiti stanovanje in narediti lastne hiše. Tako je svojo socialno občutljivost spravil v prakso. Se mi zdi, da to je ena poteza, ki jo nisem imel vsi misleci, Gosar je pa zelo močno imel tudi kasneje. Mnoge njegove stvari potekajo v tem smislu, ne samo da reflektira recimo družbeni nauk cerkve, ampak da ga skuša to predstaviti v konkretno situacijo konkretnih ljudi, zlasti delavcev, ker osebno vprašanje zanj je bilo po letu 1930 v bistvu vprašanje delavstva in krščanskega, ko bi rekel, načina, kako bi delavce uspeli spraviti skupaj v neko zvezo, ki zdrži in ki zmore dati odgovore na realne vprašanja življenja. Torej, politična situacija je bila negotova, vmes je prišla diktatura jugoslovanska, SLS, stranke so bili spori in Gosar je v bistvu politično kariero končal skoraj istočasno, kot je postal profesor na Tehnični univerzi, malo pred letom 30, in potem je bil v bistvu do upokojitve profesor, pri čemer do vojne in med vojno lahko predaval tisto, kar je on bil po srcu. In njegovo srce dejansko bil verjetno v 3 smereh. On se je ves čas zavzemal za dejavno krščansko udejstvovanje v družbi. Potem, ko tudi zaradi papeževe okrožnice Quadragesimo Anno
ni bil sprejet izraz, ki je prej uporabljal krščanski socializem kot primeren. Ne. Že sama beseda krščanski socialni aktivizem točno pove, za kaj gre. Gre za občutljivost, za socialno stvarnost družbe, gre za dejavno občutljivost in vir, iz katerega črpa, je krščanstvo. Torej, kot profesor je potem zelo kmalu izdal osrednji knjigi, vsaj to, da vidite, to je za nov družbeni red, skupaj je kar debeli knjigi, ne, kjer je skušal predstaviti en nov pogled. Zakaj je, takrat so tudi nekateri drugi to debele knjige pisali sociologi, ne, tako da to ni bila izjema, ne, ampak zakaj je Gosar posvetil tako veliko pozornosti v vprašanju novega družbenega reda? Kasneje bomo malo več se ustavili, saj in log naredimo, ker je videl, da komunizem ne daje odgovorov. Ker je videl, da individualizem, liberalni individualizem, ne daje odgovorov. To so tudi drugi videli, ne? Ampak ker dodatno videl, da tisti način, kot ga je en del slovenskega krščanstva in evropskega krščanstva razvijal, solidarizem, ne, je preveč nazaj usmerjen v način družbene kohezije, ki bi v 19. stoletju deloval, sredi 20. stoletja pa ne deluje več. In je iskal eno pot. Tako da to delo za nov družbeni red v bistvu ni čist znanstveno delo v tem smislu. Ne. Kot sociolog, ko to berem, to ni čist znanstveno sociološko delo. In tudi kolega Frane Adam mi je omenil, ne, da nekatere stvari so mičkeno vprašljive. Ampak tudi on je rekel, to je strašno zanimiv mesec, ker se loti stvari, ker predlaga, ker nekako skupaj zbere stvari. In je dejansko šel v smeri, ki je dosti zanimiva. Poglejte, na ovojnici te prve knjige, izdane prvi del 1933, za nov družbeni red, sistem krščanskega socialnega aktivizma, je tako napisal, ne, večino pričujočega zvezka sem imel napisano, še preden je bila objavljena okrožnica Quadragesimo anno. Zato mi je v veliko zadoščenje in še večjo spodbudo, ko sem naknadno ugotovil, da se moji socialni nazori ujemajo s to novo okrožnico. Torej, mi smo v času, ko se išče kako naprej. To je sredina 30 let, ne? In iz tega mislim, da dovolj dobro vidno, da Gosar je šel eno smer, kot se je takrat svetovna pa Evropska cerkev premikala in je tudi zaradi tega imel nekaj težav. Takoj moram omeniti, Wikipedia tukaj se moti. Ne? Gosar je pravilno razlagal okrožnico papeža, tudi Škof je to napisal. Ne? Ampak seveda, trda linija katoliške cerkve je pa to razumela drugačne. Torej, Gosar je bil eden tistih v Sloveniji, ki je skušal iskati novo pot in za razliko od Skodbeka, ne, se nikoli ni spustil v kompromise, strani, ki niso bile nekako sprejemljive. Ne. Se vidi tudi v tej knjigi, ne, da izhaja iz očenaša, se pravi etično, moralne, verske stvarnosti in ljubezni. Ne samo iz sekularnega premisleka, ki je bil analiza marksizma ali pa iz liberalnega individualizma. Tako da išče neko tretjo pot. Dokaj je pot prišel, je seveda vprašanje, ki je težko danes oceniti, ker tisti čas, pa današnji čas vmes je marsikaj izgubil, ne samo vojna, tudi koncil in še mnoge druge stvari. Ne. Ampak to je v bistvu čas, ko imamo v Franciji Maritena še na začetku. Ne. To niso tisti časi, ki so za naš časi naše mladosti, ki smo bolj kot ne ali s koncilom ali po koncilsko povezani. Je pa zelo zanimivo tukaj noter, da je nekaj točk, ki so res pomembne. Gosar se je vzemal ne za individualizem, ne za kolektivizem, ampak za nekaj, kar imenuje občestvenost. Ne. Za to, da bi prišli ljudje skupaj spravljeni in da bi skupaj prišli do tega, kar danes rečemo skupno dobro, v tistih, tedanjem slovenskem jeziku se je pa rekel, obči blagor, skupno dobro. Ne.
Se pravi, točno tisto, ker so temeljne stvarnosti družbenega nauka cerkve že prej od Leona, papeža Leona naprej in kasneje do tega sedanjega papeža, se pravi, skupno dobro, dostojanstvo osebe in subsidiarnost, ki je najbolj neznana stvar, in solidarnost. Subsidiarnost je pa ključna stvar zanga, ker po tvorjem, po krdelju je to, kar smo mi samo upravljanje. Dejansko to, kar pa on piše, mislim pa, da je en izziv še za današnji čas zelo pomemben. Kaj pomeni v bistvu samoupravljanje? Kaj pomeni to, da če ima neko podjetje dobiček, imajo dobiček od delavci korist? To so zelo aktualne stvari. Zakaj? Zato, ker je razumel, da, gledajte, danes se zdi, da politika se tika čisto vse stvari v Sloveniji in drugod. On je pa že takrat postavil, da politika mora biti omejena in politični del, recimo parlamenta, naj se odloča o političnih stvarih, ker se tiče pa stvari, ki so lastne gospodarstvu, lastne sociali, lastne kulturi, pa ne smejo politiki odločati o teh stvarih. Se pravi, res je razumel subsidiarnost na način, ki je zelo integralen in zelo sodoben. Potem, ena stvar je še uvodoma dobro omeniti, da moj lok, socialni nauk cerkve, je tudi zelo dobro komentiral v tej knjigi, ki je šla leta, mislim, da 39, in najprej so ga narobe razumeli, potem smo je pa škof Jeglič upravičil, ker ko je začel sam brati, vmes je že v bistvu bil dovolj star, da ni bil več aktiven škof, da je postal, ko bi rekel, pokoji škof, da ga ni razumel in da šele, ko ga bere, ga razume. Tako da moramo razumeti, da nekatera razumevanja glosarja so zelo vprašljiva, ker so razumevanja iz plati drugih in več povejo o njih, kot o glosarju samem. Torej, jaz bi dal en tak klop, zdaj pa par točk bi se pa ustavil. Katere stvari se mi zdijo zelo pomembne pri glosarju? Da se mi res zdijo pomembne, da se ob njih malo več ustavimo. Ena izmed stvari je gotovo v tej knjižci, majhni knjižci, je vprašanje Kreka. On je podobno kot nekateri drugi ugotovil, da 20 let tako zapiše. Po smrti Kreka se zdi, kot da se je ta duh, ta dejavnost, ta angažma, ki je bil do Krekove smrti zelo posoden, ta povezanost Slovencev, da je vsehnila na vseh področjih. V prosveti, kulturi, v gospodarstvu, v sociali in politični razdrobljenosti, tudi kristjanov med seboj. In zakaj do tega prišlo, tudi potem mislim, da postavi tezo, da zato, ker ljudje, ki so kakšno besedo povedali, ki ni bila čist, kako bi rekel, strogo pravoverna, so bili ob rob potisnjeni. In da tisti ljudje, ki so bili sposobni, počasi niso mogli priti na ta mesta, ampak so vedno manj sposobni ljudje postajali ključne osebe, če temu rečemo, krščanskih krogov. Kako potem na to odgovoriti? On meni, oziroma postavi tezo, to je bilo v govoru leta 36, da bi bilo potrebno znova oživiti Krekovega duha, da se povrniti k njegovim metodam širokogrudnega pridobivanja in združevanja vseh tvornih sil, najprej v okviru naše katoliške skupnosti, potem pa tudi vsem narodu. 1936. To je bilo eno leto, preden je bil Bohinjski teden. In v teh razprtijah, tukaj malo vidite, da se je gosar zelo močno naslonil na Kreka, na družbeni nauk cerkve, na vprašanje, kako delavcem pomagati, ker takrat je bilo največ delavcev, ker kmetstva je bilo manj, torej, ampak ne delavce zoper kmete, skupaj jih povezati, povezavo stanov. Je potem prišlo leto 37, ki se mi zdi, da je res pomembno leto za razumeti slovensko situacijo v krščanstvu.
On je bil eden pobudnikov teh dveh bohinjskih tednov, na prvem je tudi sodeloval, imel 3 govore in si je zelo prizadeval, da bi različne katoliške skupine, mladci stražarji in tisti, ki niso že odšli s Kocbekom, nekako se skupaj izbrali in poiskali tisto, kar jih povezuje. Jasno, da potem, če te nekaj povezuje tako močno, da si povezan, razlike niso več tako močne. In v tem ni uspel. On v tem res ni uspel. Tako kot politične stranke s katolištvom povezane so se prej že delile, tudi v akademskih društvih ni uspel spravo. In mislim, da je to ena velikih nalog, ki še danes čaka krščanstvo, da tisti ljudje, ki skušajo različne krščanske skupine, ker krščanstvo nikoli ni monolit, krščanstvo vedno različno razmišlja. In ne gredo predaleč, ker Kocbek, ko je sprejel marksizem kot način, da se da razmišljati, je šel predaleč. Ampak mislim, da Gusar, mladci, stražarji, pa še koga najdemo, niso šli predaleč. Kako to, da se ne moramo kristjani med seboj spraviti? Mislim, da tukaj Gusar je osebno, intelektualno, politično ena najbolj svetlih oseb tega obdobja, ker si prizadeval, je pa tudi plačal gor in bil zelo osamljen. Zelo, zelo osamljen. Mogoče nas lahko spomne eno drugo veliko osebo tistega časa, ki je tudi plačal podobno, da imamo malo predstavo, kako veličina takih ljudi v bistvu z lastnim življenjem morajo plačati. In se ni nič upiral. Ko je bil izločen, je on rekel mirno, Gospod je tisti, ki vodi naša življenja, ne mi. Martin Buber, ga poznate, ki je kot Jud odprl vprašanje dialoškosti in mnogih drugih stvarnosti, velik mislec, tudi potem predavatelj sociologije, ne samo filozofije v Izraelu kot novi državi, si je prizadeval za spravo med Izraelci in Palestinci in je umrl osamljen. Mislim, da je vprašanje sprave ne med tistimi, ki so zelo razprti med seboj, ampak čisto preprosto med različnimi, ki so malo različni. Še danes zelo živo vprašanje in en izmed navdihov od Gusarja se mi zdi prav to, da bi skušali prisluhniti, kako je Gusar skušal spraviti skupaj ljudi, ki verjamejo v Kristusa, ampak imajo pa malo različne, politične, gospodarske in druge stvarnosti in je iskal pot, ki bi šla preko teh delitev, ki so bile takrat družbene in tudi znotraj krščanstva. Zdaj, druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je tole, za nov družbeni red, torej ta res veliko njegovo delo. Prvi del, se pravi, en del te knjige je šel že prej v tej knjigi razprave, ki jo je Gusar zbral na hitro najbrž nekaj njegovih del v eno knjižno izdajo, da so ga pač sprejeli kot profesorja, ker dokler je bil pač politično dejaven, ni imel časa, da bi prišel znanstvene razprave in sama habilitacija v prvem poskusu ni bila čisto uspešna, ker tudi je vmes tehnična fakulteta, zaustavila proces, niso rabili človeka, potem v drugem poskusu so mu dali pa sama pozitivna mnenja. Torej, zakaj pravzaprav gre pri tem vprašanju za nov družbeni red? Ena izmed stvari, ki se mi zdi za današnji čas zelo pomembna in jo je en takrat prepoznal, je vprašanje demokracije. Kar se tiče vprašanja marksizma in komunizma, mislim, da ni treba veliko povedati. On je jasno pokazal, da marksizem ne zdrži, ker kolektivizem ne zdrži, ker razredni boj ne zdrži, ker pomanjkanje ene etične substance ne zdrži in ker je človek ponižan pod raven svojega osnovnega dostojanstva. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da ni treba obnavljati njegovo široko razpravo. Podobno postaviti tudi pod vprašanje liberalizem, kolikor gre za individualistični liberalizem, ampak tam je predvsej bolj previden, ker potem postavi nekatere stvarnosti, kjer je liberalizem postal družbeno občutljiv, in sklene, da je verjetno tako, da ta polarnost
postavlja kar nekaj vprašanj. Nekaj resnice ima liberalizem, nekaj resnice ima socializem. Se pravi, en in drugi delno spregovita o resnih vprašanjih, ampak jih ne rešujete tako, da bi prišlo do medsebojne sprave in potem nekako skuša oblikovati, če bi temu danes rekel, tretjo pot, kot nekateri rečejo. Zelo lepo je o tem napisal v tej knjigi Tomaž Simčič, ne vem, če poznate, zelo simpatičen tržaški Slovenec. In kaj je v bistvu to ni tretja pot, kot kasneje veste v politiki, prišla tretja pot socialdemokracije, Gidensa, pa že vmes nemške socialdemokracije. Ta tretja pot pomeni, da je drugačna pot. Ne. Ena najbolj pomembnih stvari pri tem delu je vprašanje občestva. Se pravi, kako smo ljudje med seboj povezani. Gosar postavi na podlagi analize, pokaže tudi to, da način, kot je bil krščanski solidarizem, ne zdrži. Zakaj ne? Krščanski solidarizem, to se je oblikoval v obdobju po prvi vojni. Zelo pomembna stvarnost v tem oziru je seveda bližina krščanske dejavne politike pa družbenega angažmana, ki je tudi strani Vatikana papeža prišla, torej katoliška akcija in podobne stvari, ki so potem v različnih skupinah potekale. Ampak tam je nekaj težav. Ni etično vprašanje. Nikakor ni to vprašanje. Vprašanje je drugje. En majhen stavek, mogoče to lahko ali pa dva stavka to veliko poveste. Recimo Ušeničnik, gotovo je bil avtoriteta velika, ne? V svojem delu socializem, debelo knjigo napisal o socializmu in potem kasneje je zelo pogosto izhajal iz tega, da je človek posameznik. Ampak etično odgovoren posameznik in zaradi etičnosti bi različni stanovi živeli v nekaj solidarnosti. Seveda, to si želeti, ampak Gosar je pokazal, to ne zdrži družbeno, ker vedno tudi nekaj tekmovanja, vedno je nekaj nasproti in zelo pogosto tisti, ki so imeli moč, da bi naredili korak naprej, so naredili prepozen. Če je Gosar točen, je zelo zanimivo, en je v pompi pokazal, v bistvu en dan pred francosko revolucijo so se francoski vladajoči krogi odpovedali 154 pravicam, ali več okrog 150 pravic. Ne? In dodaja, če bi se 3 mesece prej odpovedali temu, gotovo francoska revolucija ne bi bila taka, kot je bila, če bi sploh bila. In kot ta Gosar zelo močno opaža to neke vrste nedinamičnost, no? Ker krščanski solidarizem tistega obdobja je imel par potez, torej zelo je bil še individualističen, tudi se veste v Franciji Mounier s personalizmom kasneje začenja. Predvsem je imel pa močen poudarek na avtoriteti, se pravi avtoritarnosti skoraj. Moralna avtoritarnost pa ni bila v tem smislu, veste, kot je Krek skušal spodbujati ljudi, da bi se med seboj povezali, in bilo neko sočutje, družbeno tudi, ne? Ampak pravilnost nauka. Ne? Zdaj, v sociologiji so 3 tipi odnosov, mogoče par besed, veste, so 3 tipi morale. Ne? Je avtoritarna, imperativna morala, ne? Se pravi, tako se podrediš. Kantovska je taka, recimo, zelo močno, ne? Je pragmatična morala, ko se domenimo, ne? In recimo v demokraciji večinoma ravnamo po tej morali, ker zakone tako sprejemamo, ne? In je globinska morala, ki je, če mičko poenostavno rečemo, naravni zakon. Naravni zakon ni stvar dogovora, ni stvar imperativnosti. Naravni zakon je pri vsakem človeku se v globino sabo in z drugim sreča nekaj, kar vam pride. Ne? In tukaj je skušal pokazati Gosar,
da ta manko katoliškega kroga v bistvu spodbuja tudi to, da se nasprotniki širijo in da v katolištvu se ne razvija ustvarjalen govor, ampak tak vedno bolj trd, ki je potem šel res vedno bolj trdoto. Ni rekel, da je to narobe v smislu, da je to narobe v tem smislu, ker družba ne gre. Jaz bi si pa tukaj upal nekaj dodati. Jaz mislim, da antropologija je tukaj zelo vprašljiva. Pozabili smo, da človek ni samo dobro bitje. Obstaja zlo, obstaja greh in ta antropologija je bila preveč optimistična. Ker seveda sledi od Tomaža Akvinskega in skozi stoletja, da iz narave bo človek prepoznal dobro in se bo odločil za dobro. Torej v tem smislu ni problematična, ampak v velikih družbenih razlikah to ne odgovarja stvarnosti in takrat so družbene razlike bile velike, predvsem se pa povečevale. In kot veste, ne samo Slovenci, drugi narodi so slabe rešitve naredili. Italijani gotovo niso dobro rešili z Mussolinijem, Nemci še slabšo s Hitlerjem, Rusi recimo, da niso sami izbirali vsega, ampak takrat je bil čas zelo divergenten. In kaj potem predlagam? Osrednja stvar je seveda to, kar je potem povezano z dvemi besedami občestvenost, občestvo, se pravi medsebojna povezanost na poseben način in to, kar je samoupravljanje po Gosarju. Gosar skuša pokazati, da pomanjkljivosti in tiste prav pomanjkanje v družbenem občutku, individualizma in kolektivizma ne moramo rešiti na sredi. Kako ćemo to rešiti? Rešimo lahko, če se vrnemo k temu, kar je v Očenašu. In en del prve knjige, zanimivo, del je, kaj to pomeni družbeno brati Očenaš. Zelo zanimivo. Če beremo Očenaš, tako Gosar pravi, potem sledi vam bratstvo vseh ljudi. In to bratstvo je drugo bratstvo kot francoska revolucija. To ni bratstvo enakosti po naravi, to je bratstvo, ki imamo enega očeta. Bratstvo, ki imamo enega očeta, pomeni pa tudi zavezanost, da prevelike socialne razlike niso dopustne in da bi se kristjani morali zavzeti za bolj pravično družbo, ne zaradi lastnih političnih ambicij, to vedno znova ponavlja, ampak zaradi Božjega kraljestva, on pravi. Torej, bratstvo, veste, danes, to je on napisal leta 36, in izvede iz Očenaša. Gosar je bil res veren in kakšni znanstveniki bi mu zelo oporekali, ker potem malo meša, bi rekel, etiko, pa znanost, empirično, pa vero, ampak zabrati je malo težek, če pa znaš to med seboj ločiti, vidiš, kako skuša narediti sintezo, neko celovitost in v bistvu uporablja za to sintezo eno znanje, drugo znanje in tretje znanje. Recimo, naš vsakdanji kruh, on pravi, ne moj vsakdanji kruh, naš, kaj pomeni naš? Pomeni, da pripada nam vsem, To je direktno nujnost skupne odgovornosti. Naše dolge, enako. Torej, Gosar je tudi iz Očenaša in iz prvenstva ljubezni, kot večkrat pravi, skušal izpeljati en način družbene reforme. Torej, ne revolucija, ne da bi bili monolitni kot prej, ampak neke vrste družbene reforme. In v tej družbeni reformi zdaj delo je preveliko, da ga tudi ne morem jaz v celoti prebrati v tolkem času, kot sem imel na razpolago, ampak v tej družbeni reformi mogoče dve stvari, ki sta dovolj pomembni. Ena stvar je, da, kot smo prej rekli, politična demokracija je dosegla svoj cilj s tem, da je demokracija postala splošen način političnega vladanja. Dobro. Ampak potem, ko ta cilj doseže, nastopi pa težava. Če vsi vse odločajo ljudje o tistem, kar ni njihovo. Torej, Gosar predlaga, da en del vodenja države, recimo,
je politični parlament, drug del pa ne odločajo oni, ki so politično izbrani z načelom demokracije, ampak odločajo tisti, ki so pri stvari, bodi si v stvari ali se od stvari odvisni. Se pravi, tisti, katerim gre za stvar, ker je del njihovega življenja. In je to dosti zanimivo, ker danes vidimo, kako se politika hoče povsod vmešavati in dela napake. Zakaj? Vsi naši parlamentarci so lahko tako ali drugače izvoljeni, recimo, da so dobro izvoljeni, ampak odločajo o stvarih, ki ni njihovo področje. Ne? In to je jedro Gosarjevega principa, temu bi jaz rekel, da prenese princip subsidiarnosti v družbeno reformo. Te dve stvarnosti. Po področjih je dobro, da tisto, kar je skupno družbi, politično se vsi odločamo, tisto, kar je pa specifično eni stvarnosti, recimo kulturi, ali pa takrat so bili še obrtniki, ali pa nečem drugem, je treba najti način, da bi se tisti, ki so tu zbrali skupaj in nekako odgovorili na to vprašanje. Druga stvar pa je, da recimo, ko pride do strokovnega združenja, on je tudi bil nekaj dejaven pri delavskem združenju, je zelo pomembno, da strokovno združenje ne postane podaljšana roka neke politične stranke. Da strokovno združenje strokovno povezuje ljudi tako, da kljub strankarskim razlikam, ko je za vprašanje stroke, lahko skupaj pridejo in stroka postavi tisti kriterij, kako se gibati. To je bilo v času, veste, ko so bile v Sloveniji mnoga kulturna, pa tudi druga združenja podaljšane roke politike. In ko so nemški taborniki, rečemo temu, pri nas s čolni veslali, njihovi videli so poslikali, kako je potem okupirala Nemčijo. To je bil čas, ko so mnoga civilna združenja bila podaljšana roka določenih političnih ali pa interesnih skupin. In seveda Gramsci, kot takrat eden velikih marksistov v 20. stoletju, je postavil tudi tezo, da naj se marksizem preko civilnih združenj polasti oblasti, ne preko revolucije. To je zelo pomembna stvar, ker tudi danes, še danes se zdi, da to vprašanje ni čisto dobro odgovorjeno. In ne samo na naši levici, tudi drugje obstaja tako hitro skušnjava, da v bistvu kakšno, ne samo sindikat, tudi strokovno združenje v bistvu podrediš neki politični opciji. In s tem družba ogromno izgubi. Še tole bi zdaj za zaključek morda tega dela, potem pa upam, da boste tudi vi kaj povedali, pa da malo pogovora je o občestvu. Prej smo že rekli, da Gosar ni bil čist individualist in ni bil kolektivist in je iskal neko pot. In beseda, ki jo pogosto uporablja, je občestvo. Občestvo je zanj več kot vsota prispevkov posameznikov. V sodobni sociologiji je to točno to, ker je pristno skupnostna stvarnost. Ljudje so med seboj povezani in nekaj jih povezuje, eno skupno središče. In to je več kot vsota posameznikov. Družina je več kot vsota družinskih članov. In se vidi pri delovni skupnosti. Jaz imam tudi, ko bi rekel, različne izkušnje kot vsak izmed vas, ampak se vidi, skoraj da človek vidi enkrat so pa z gospodom Capudrom na televiziji, on je rekel, za aviona se vidi ena stvar. Se vidi, da ljudje sodelujejo tako, da je nek projekt in pridejo skupaj, naredijo in se razidejo. In to je včasih nujno. Da je pa stvar taka, da pride s tim skupaj in ima skupnega duha in diha in živi naprej. In Gosar si bil za to, da je prišli do skupnega duha, do občestvenega duha. In to je tisto, kar je res pravo timsko delo, ker je prava skupnost. Kot otrok svojega časa je občestvo postavilo v to, ker so, ko bi rekel, te najbolj osnovne naravne skupnosti, družina, sosedska vas, pa tudi še obrtniške zbornice, narod. Danes bi gotovo Gosar dal še določen krog civilne skupnosti. Zakaj? To je tisti umestni prostor, drug pomemben slovenski, mogo zaradi tega, ko smo očeta ubil,
biti v tujini, Tomaž Lukman, to je ta intermediarni prostor. Velika večina stvari, ki jih mi kot ljudje lahko dejavno počnemo, ne, ni država, ni velika ekonomija, ampak tudi ni samo družina. Ampak je tisto, kar je med družino in veliko družbeno stvarnostjo, to so male skupine, kjer je bolj medsebojni odnos, ne, ali pa mali življenjski svet, je rekla žena od profesora Tomaža Lukmana, ne, kleiner Lebenswelt, in obširnejša območja civilne sfere, ki so zdaj pomembnejša kot recimo včasih lokalnost, ne, sosedstvo. To je tisti prostor, kjer človek dejavno je udeležen in mislim, da Gosar veliko upanja polaga prav v to. Danes levica poudarja od tega prostora mičken preveč civilno družbo in mičken premalo družino in te vezi, ne. Desnica premalo poudarja civilno družbo, mičken preveč, ko bi rekel, samo družinske vezi, pa malo preko, dejansko pa to dvoje skupaj sestavlja. Mislim, da to Gosar dobro razumel. Tisti ključni prostor, da demokracija lahko diha neko normalnost, sicer se demokracija lahko zelo hitro spridi. In v tistem času so se mnoge demokracije spridile, ne. To je vprašanje občestva, občestvenosti. Danes v slovenskem prostoru pravi to besedo, te skoraj nihče ne razume, ne. Zato je mogoče bolj primerna beseda, tako kot ne obči, blago, skupno dobro je tisto, kar teče, v bistvu pa isto pomeni, je tudi pristna skupnost bolj uporabna beseda, ampak gre za to, da to lahko deloma izmenjujejo. Gre za posebno vrsto povezanosti, v kateri človek ohrani svojo identiteto, enkratnost, ampak jo šele, ker je povezan z drugimi, lahko izrazi. Torej, ne gre za to, ali kolektivizem ali individualizem, ampak gre za to, ker je v bistvu v Sveti Trojici, jaz sem malo zdaj več tega študiral, temelj, ne. Ti enega spoznaš le, ko ga imaš znotraj odnosa z drugim. Nihče ni znotraj sebe center, ne. In ni samo uresničitve, ampak je souresničitev, ne. Ampak kot je recimo ena kultura, ki danes še vedno živi skupnost, recimo ta Črna Afrika, Ubuntu, ne. Jaz sem, ker mi smo. Ker ti si, jaz sem. To ohrani povezanost, ampak tudi ohrani enkratnost. Ne. Ni človek posameznik zbrisan, ampak ni posameznik ločen od drugih. Ne. No in še zadnja točka, ki jo želim, mislim, da je Gosar zelo, zelo zanimiv tudi v tem, ker si je prizadeval, da bi pravilno kristjani razumeli, kakšna je vloga krščanstva v družbi. In dve stvari tukaj se mi zdita dobri, da sem jo prvič. On je bil prepričan, da večji del družbene angažiranosti kristjanov ne sme biti vezan na politično stranko, ampak mora biti političen v tem občem smislu. Zaradi dobrega, zaradi odrešenja, pač različne izraze ima, ne? Ampak tako, da ni neposredno vezan na eno stranko, ampak da je za dobrobit, za dobro človeštva. Torej, da nismo kristjani ena izmed strank, ampak da kristjani delujemo širše. Sej, če pogledate, kaj počne Karitas danes, točno to počne. Ta nevarnost je vedno prisotna in mislim, da dobro se zavedamo, ne, da ne bi postala ena izmed političnih skupin, ampak tista skupina, ki Gosar skoraj da postavi v tem smislu nekaj podobnega, kot je Solowjon nekaj desetletij prej napisal, ne, da bi kristjani tista tretja sila, ki je v službi človeštva, da se človeštvo lahko živi in ne postavlja svoje interese v ospredje. Zelo zanimivo, veste, če se spomnite, nekateri izmed vas ste gotovo brali, jaz sem pred leti še prvič prebral, no, zdaj že 15 let, ampak vsem pozno, en dan Ivana Denisoviča od Solženicina in tam je pa ena zgodba o Matarioni. Ne. On pravi, v tej zgodbi Matarioni eni popolnoma zapuščeni, od moža, od vseh v vasi, eni gospe. Ampak ta je pa ta tip človeka. In Solženici mislim, da je dobro refleksiral. Zaradi takih ljudi vas in narod živi. In mislim, da samo kristjani, ne zaradi lastnih zmožnosti, ampak zaradi odrešenja Jezusa Kristusa,
smo tisti in tega ne smemo pozabiti. Ne? Kar pa ne pomeni, da se kristjani organiziramo v stranke. Ampak da te dve stvari znamo tako medsebojno ravnavati, da sta obe dve del naše dejavnosti. Zdaj, kdo je v stranki, kdo pa dela v tem področju, to je odprto, tu včasih je pretok, ne? Ampak se mi zdi sploh danes zelo očitno, ne? Ker mislim, da je Gosar razumel, da v krščanstvu ne gre samo za vprašanje Božjega kraljestva na zemlji, kot je njegovo zadnje delo, ki ga lahko objavil, ne? Ampak tudi za vprašanje tega, da kristjani, ki smo v manjšino, to Božje kraljestvo priznamo in živimo znotraj zemlje, ker večina bo šla svojo pot. Ne? Drugačne. Zdaj, kaj bi lahko še rekel? Mislim pa, da je dobro mogoče z dvemi izzivi zaključiti. Ne? Velika sociologinja, ki je prav zdaj v zadnjem obdobju druga ženska zapored, ki je predsednica Papeške akademije za družbene znanosti, ne? Prej je bila Mary Ann Glendon, pravnica v Ameriki, zdaj pa je rekla, da nasprotje individualizma, ker kolektivizem se zdi, da je izgubil svojo moč. Nasprotje individualizma ni kolektivizem, nasprotje individualizma je bratstvo. Margaret Archer. Prva sociologinja, ki je bila ženska na vrhu zoološkega društva svetovnega, kar res ni neko zelo katoliško društvo. Ne? In danes to. Iskanje bratstva je eden izmed pozivov, ki se mi zdi, da jih je Gosar naslovil na slovensko skupnost. Ne? Bratstvo pa ni to, kar je francoska revolucija rekla, vsi smo enaki. Bratstvo to pomeni, da smo različni in povezani. To ni enakost v smislu narave, ker smo različni, ampak to je povezanost, ki nas dela kot v vsaki družini, se točno ve, bratje pa sestre, če živijo bratstvo lepo, če družina povezana, je vsak enkraten. Zakaj? Ker gre za osebni princip. In mislim, da danes, ko je toliko individualizma, ne, ko se je radikalni individualizem tako razširil, ne, je en izmed zelo pomembnih pozivov, tudi iz Gosarja bi ga lahko nekako pobrali ven, ta, da pazimo, da ne gremo tudi mi kristjani za temi izkušnjavami individualizma, ki so v splošni kulturi, ki so v ekonomiji, ki so v pravu, ki so skoraj povsod. Zdaj je Jamnik spet izdal drugo knjigo, ne, zoper liberalizem. Jaz mislim, da treba mičkam biti previden, ker tudi liberalizem je do svoj razvoj, kakšne komunitarni skupnosti, liberalizem pa tako zmerni se dajo med seboj srečati. Ne. In druga stvar, ki bi jo rekel, zaključek je prav to. Ne. Jaz mislim, da je bil Gosar eden tistih pomembnih ljudi v Sloveniji, ki je želel, da bi se Slovenci srečali, da bi se najprej ljudje srečali kot kristjani v Sloveniji in potem, da bi se vsi Slovenci srečali. Kultura srečanja pa danes je največji izziv verjetno, da živijo med seboj. Poglejte, kakšna polarizacija nastopa pa skoraj da povsod. Ne samo politiki. Tudi če pogledate v cerkvi, kakšna polarizacija se pogosto pojavi. Ne? Tako da, če pogledate pod črto, recimo, vse en, kaj nekdo piše na časniku, pod črto se kaže, da je huda nespravljenost med ljudmi, ki v isti časopis pišejo. In tukaj mislim, da je Gosar znanilc tistega, kar se dejansko zgodilo potem z Vatikanskim koncilom. Ne? Znanilc tega, da rešitev ni poenotenje v smislu monolitnosti, ne? Ampak rešitev edinost, ki jo daje Sveti Duh v smislu tega, da nas, ko bi rekel, razlike počasi obogatijo. Prav iz lastnih raziskav, ker sem več o tem raziskoval medkulturnem dialogu, gledajte, če pride do srečanja ljudi, če pride do tega, da se 2, 3, pa 1000 mogoče, ne, prepoznamo nekaj skupnega, pa so razlike sekundarne. Sicer pa, če so razlike, ponovadi ljudje živimo indiferentno drug do drugega. Pozabimo drug drugega. Živimo v smislu tolerance, ki je prva vrednota zahodne družbe, ne, brez spoštovanja. In to je ta razlika, ne, ki je Gosar zelo dobro opazil in je verjetno prav zaradi tega bil tudi v določenem smislu osamljen,
ker takrat so bile še močne težnje potem, da bi bila Slovenija po eni strani katoliška, ne? Po drugi strani pa, da bi bila revolucija, ki bi vse obrnila. Ne? In te polarni težnji sta tako kot danes dobivali moč, ne? In danes je skoraj podobna nevarnost, da se spet ljudje bolj polariziramo, kot da bi prišli skupaj v nečem, kar bi nas povezovali. Tako da, mogoče se je zaradi tega pred leti Alojz Regula v eni izmed svojih kolumn napisal, da mislim, da 7 let nazaj, 6 let nazaj, da je Gosar ena tistih oseb v slovenski zgodovini, ki ga moramo vzeti tako v refleksijo, v pozornost, kot smo vzeli druge velike osebnosti našega časa. Ne? Ali pa kot tiste, ki so bili pozabljeni kot Rožman. Ne? Ampak je dodal, da morda še ni čas za to. Vmes se je zgodil velik simpozij, to je ta knjiga potem išla, tako da, kar se tiče znanosti, ne moramo reči, da Gosarja ni obdelala slovenska stvarnost. Druga stvar je, kar se tiče tega, kar je Gosar zelo kritiziral. Ne? Gosar je res dobro socialni nauk cerkve razlagal. Ne? In je kritiziral en del kristjanov ne zato, da ga ne razlagajo pravilno po moralni teologiji. Ne, kritiziral jih je zato, ker sicer lepo razlagajo, ampak pozabijo na to, kaj to pomeni v konkretni stvarnosti. Kako to prenesti v življenja. Ne? In še danes se mi zdi, da smo pred tem vprašanjem, da družbeni nauk cerkve se predava kot nauk. Vprašanje pa, če se živi med kristjani kot političen predlog neke politike, ali pa del naših, če smem reči naših, strank v politiki. Ne. Recimo, ne bi rad bil nikogar krivičen, ampak jaz imam tukaj nekaj vprašanj, ker se mi zdi, da tudi kakšen, ki zelo dobro pozna in o družbeni nauki cerkve so v zadnjih desetletjih pisali in Stres in ko je bil gospod Stres še profesor, pred je bil škof in zdaj, ko je se veste, koga mislim, profesor Mariborski. Ampak, Štuhec, ampak je vprašanje, je veliko vprašanje in Gosar je na tem insistiral. Kaj to pomeni za konkreten predlog politike? Kaj to pomeni za konkreten angažma? Na Hrvaškem je kolega sociolog, ki je bil takrat zaposlen v okviru centra za spodbujanje družbenega nauka cerkve, so delali raziskavo o subsidiarnosti, ki je ena ključnih stvari pri Gosarju. Ne vem, neizobraženi, nenavadni ljudje, to je tako odsotno od običajne zavesti kristjanov, v resnici je pa zelo preprosto, da se samo to pomeni. Tisti ljudje, ki so z neko stvarnostjo blizu, tisti ljudje so prvi poklicani, da skušajo na nje odgovoriti. Družinska vprašanja naj skuša najprej odgovoriti družina in ne država in ne terapevti in ne šola. Šola naj družini pomaga. Zakaj? Ker šolo potrebujemo. Ne pa, da je šola tista, ki razdira družino, družinsko vzgojo. To je osnova subsidiarnosti, družbenega nauka cerkve, ki mislim, da je tako pomemben, če želimo kristjane prispevati k stvarnosti. Zakaj? Ker to je tisti prostor, kjer lahko človek postane angažiran, nekaj prispeva, skupaj z drugimi se samo organizira, ne? In ni podaljšana roka in neke ideološke skupine, ali pa neke stranke, ali pa neke finančne oligarhije. Ne? Danes je finančna oligarhija včasih najhujša. Ne? Soros, to niso politične stranke, to je hujš, ne? Multinacionalke. In tega nihče ne bo naredil, če mi sami ne bomo naredili. Je pa škoda, ker ta glas v krščanski skupnosti je šibek. Ne? Jaz sem do tega prišel preko študija sociologije, sodobni komunitarizem in sem potem počasi zastopil več v družbenem nauku cerkve. Zakaj? Ker tam je ta razmejitev odgovornosti. Kdo je za kaj odgovoren, čisto jasno. Ne? In tudi, recimo, sociologi so jasno pokazali, ne? Recimo, nekatere stvari, ki se zdijo, da nekaj veljajo, so zelo vprašljive. Ena izmed takih vprašljivih stvari je, se veste, ameriška predmestja, ne? To so bila vedno en tak skoraj simbol, ljudje so povezani, vse je urejen, ne? Tam
vrtički morajo biti urejeni, ker sosedska stvar. Ne. Čisto jasno je, konec moje ulice se neha solidarnost. To so enklave. Enklava skrbi zase, skupnost pa povezuje skrb zase in za ljudi okrog sebe, ker se čutijo, da so povezane. Jasno, ko so otroci majhni, skrbiš bolj za družino, kot otroci grejo doma. Takrat je mogoče tvoje mesto za družbeno dejavnost večje kot prej. Ne? Ampak vedno to dihanje. Ne? In mislim, da Gosar prav kot tisti, ki je za krekom razlagal družbeni nauk cerkve, potem jasno zaradi komunizma nismo mogli normalno delati refleksije v naši Sloveniji. Ne? Danes, ko je dobro, da to nekako skušamo razviti, tudi ko se papež Frančišek z nekaterimi novimi pobudami glede vprašanja ekologije, pa revnih, nekako se še bolj nadgraduje družbeni nauk cerkve, da nam Gosar pomaga razumeti, kako je v bistvu to tista stvar, ki daje eno upanje, en pogum, ampak tudi hkrati eno angažiranost kristjanov, ki ni samo za vse, ampak je za dobro odrešenja naroda, ne? Ali pa skupnosti, lokalne. Ne? Tako da tukaj mislim, da Gosar en zelo svetel lik, tudi kako je on sprejel potem vse, kar se je z njim zgodili in je moral molčati in je moral utihniti. Mislim, da je za nas kristjane ena spodbuda, ker čim dobiš nekaj po buči, če rečem zelo po domače, se pritožujemo. Ne pozabiti. Gosar je isti, kot je bil Kongar, kot je bil Delibak, kot je bil Špidlik. Vsi določen čas niso smeli objavljati, ali so mogli biti molčati. In kot kristjan zaradi tega ni izgubil vere, ampak je zaupal Svetega Duha. Tako da tukaj mislim, da je Gosar za težke čase, v katerih smo, ena spodbuda, da se znamo premakniti naprej z upanjem, s pogumom in to, kar je zelo močno poudarjal. Sicer, če bereš, ko bi rekel, če ne bereš s pozornostmi, ampak če bereš eno za drugo, mogoče to ne vidiš, k ustvarjalnosti. To delo je res delo ustvarjalnosti. Tega ne najdete marsikje drugje. Ni čuden, da je potem naredil plagiat, in to slab plagiat, zelo slab plagiat, krdel, in da je samo upravljanje zanimalo svet, ker tega po svetu ni veliko bilo. V tem smislu imamo tudi Slovenci kaj ponuditi. Jasno, to, kar se je pisali leta 1930-40, je bil čas, ki je bil popolnoma drugačen kot danes v mnogih jezikih in je treba najti to kot navdih, ne pa kot obliko, ki bi danes delovala.